vklopu. Tudi kakšno minuto kasneje še lahko grem. Vesna Volk, lepa hvala, da ste Z veseljem. na ta pogovor za projekt. In bi začel tako, kot sem s kolegicami oziroma kolegom, ki je bil tudi to, začel z enimi osebnimi spomini. Se pravi, kako se spomnite otroških in mladinskih programov, radia, televizije, iz svoje lastne mladosti? Se pravi, lastni vtisi oziroma spomini na RTV. V bistvu, kot otroške spomine, se predvsem spomnim risank Živžava, čist konkretno pa potem na radiju pravljic. Radijskih pravljic, ki so bile, ne vem kako je že bilo, ob 7 ali kako so bile vsak dan pravljice. Tisto smo poslušali, no. Konkretno od otroških programov, da bi pa kaj konkretno glasbeno, pa prav nimam občutka. Ja, potlej kasneje koncertna dejavnost, recimo. Enkrat z osnovno šolo, ko smo začeli hoditi, ko je tudi moja mama imela občutek, da sem zdaj dosti stara. Ampak prej pa se mi zdi prav otroških, pa risanke pa pravljice. Risanke, pravljice. Kaj pa kasneje, potem skozi osnovno šolo? Je bila glasba, ki je prisotna? Ja. Kaj je ostalo od glasbe, recimo iz tega ranega mladostništva? Mislim, pri meni osebno je bila glasba vedno del življenja, zaradi tega, ker je moja mama glasbena pedagoginja. In to se vsekakor potem pozna že čist iz enostavnega dejstva, da je ona klavir igrala in se pripravljala, recimo vadila za pouk, in da je mene spodbujala, da se vpišem v glasbeno šolo, in da je vedno skrbela, da smo se udeleževali koncertov. Zdaj prav konkretno po radiju pa po televiziji, vedno smo radi gledali koncerte. To ja, posnetke koncertov, ampak zdajle se pa ne bi mogla spomniti kaj konkretnega. Ampak če je bilo kaj takega zanimivega, mislim, oče ni glasbenik, ampak je tudi on vedno bil navdušen nad tem, da smo koncert gledali. Tako da. Se pravi, ste bili nekako ves čas vpeti v Deloma vsekakor, ja. Ja. Kako se pa spomnite potem nekoliko kasnejšega otroštva oziroma mladostništva, zabave s prijateljicami, prijatelji, rojstnodnevne zabave, srečanje enostavno z vrstniki na različnih mestih. Včasih so bili plesi v šoli ali pa kakšna srečanja. No, tukaj je tudi nek tak dvojen odgovor, ne? To je bil že čas neke zabavne glasbe. Recimo konkretno na plesih v šoli pa na teh splošnih rojstnodnevnih zabavah, če se tako izrazim. To je bil pač tisti čas, ne vem, kaj se je takrat sploh poslušali. Ampak jaz sem pa poleg tega hodila na godbo. In moji žuri, če se tako izrazim, so bili ponavadi, so se začeli v petek z vajami in po vaji smo pač ostali. In še vedno tudi kdaj kakšen inštrument obdržali v rokah. In tako da ja, to je bilo eno tako zelo zanimivo obdobje, tisto mladostniško, ja. V smislu pač godbeniške glasbe, koračnic in tudi kaj bolj resnega. Pihalni orkester Logatec je bil le koncertna godba, tako da smo imeli fajn program, ja. Tako da ja, v bistvu sem bila iz tega vidika pač deloma v svetu klasične glasbe prek godbe, pa seveda tista ta zabavna glasba, ki se je rolala po radiju. Pa te kak spomin, kakšne imena, kakšne glasbeniki, ne glede na zvrst, kateri bi jih danes... Zabavna glasba, to je bil čas Backstreet Boysov. Backstreet Boysov, Caught in the Act, Toni Braxton, kakšna Whitney Houston se je pojavila. Kaj smo še poslušali, moj bog. No, pa bil je tudi, ne vem, Bigfoot Mama, kakšen rock se je zavrtel. Kaj pa vem to? V slovenskih popularnih Midva. zasedb. Bigfoot Mama, ja, kot sem rekla. Pa so bila že takrat Tinkara Konvač. Kdo je bil takrat? Pojma nima, evo da ne vem. Ne vem. Se pravi, zabave so bile vedno povezane s to. Vedno glasba, ja. Je bilo vedno. Pa se spomnite, nosilci so bili to radijski valovi, plošče, kasete? Takrat so bili zelo radija še. Radio. Zato, ker takrat tudi tehnika še ni tako omogočala, ne. CD-je nositi s sabo ni bilo glih praktično. YouTube ni bil tako, kot je zdaj, ko klikneš pa kar igra.
Tako da teh zvočnikov sploh ne, in je v bistvu radio bil najbolj taka, najlažji dostop. Petkov DJ time. Ja. Recimo, kaj je bilo to na Radio Antena takrat, čist zabavne smeri gledano, ne. Aha. Ker priznam, da Arsa pa jaz takrat še nisem poslušala, meni se je to čist preveč resen program. Čisto res. Kot verjetno marsikatero mladostniku. Gotovo. Pa ste vendarle pristali na tretjem programu in ste kot poklicna glasbenica, kot muzikologinja, vezani v bistvu na vse glasbe. a ne. Definitivno. Niste imuni na svet okrog sebe. Zdaj, me zanima, kako ste prišli kot urednica na to mesto, ker ste, oziroma kakšen je vaš uradni naziv znotraj radia, kaj pokrivate, ne, Koliko zgodovino posežem? od začetka. Moja prva ideja, da bi bila novinarka v glasbi, takrat še nisem vedela, kaj je to urednik, kako, kaj, zakaj, je bila na koncu osnovne šole. Jaz sem takrat na enem raziskovalnem taboru se z enim mentorjem takrat pogovarjala o tem, da bi jaz bila novinarka, da bi šla novinarstvo študirati, pa da bi v glasbi delala. In takrat mi je tudi on celo svetoval, da ne grem potlej rajš študirati stroko, pa a ne novinarski del se potem priučim. V glavnem, no in potlej se je nekako tudi moja pot razvijala tako, da po gimnaziji pač ja, grem na glasben študij oziroma tisto, kar mi glasba potem omogoča, da sem lahko novinarsko vpeta v delo z glasbo. In tako sem potem končala na študiju muzikologije in sociologije kulture. In nekje v tretjem letniku, če fino razmislim, se celo leta spomnim mogoče, 7-8 nekje, 2007-2008 bi lahko bilo, se je na oglasni deski oddelka pojavil zapis, da program Ars išče mlade muzikologe, ki bi pisali euroklasični nokturno. In jaz sem se oglasila na ta oglas in takrat v bistvu, ker sem jaz zraven študirala še sociologijo kulture, so me povabili, če ne bi ravno za EKN pisala, ampak da bi kot novinarka sodelovala, da bi v bistvu že takrat kakšno izjavo posnela, kakšno, ne vem, koncerte napovedovala in podobne reči. Bomo pavzo naredila? Tako da, no in potem pa sem v bistvu začela že kot študentka sodelovati s programom Ars in potlej je enostavno ta pot rasla, no, do časa, ko sem me zaposlila. Ja. Koliko časa ste bili, recimo, honorarna sodelavka? Kako je to potekalo v bistvu, da ste prišli do tega uredništva? Ne? Ste morali verjetno precej nekih vsebin dati skozi, kot se reče, se ukvarjati s različnimi temami in vsebinami. Na koliko ta del, preden ste prišli na mesto urednice? Zdaj, takole, jaz sem najprej res sodelovala zelo priložnostno. Napovedovala koncerte, naredila, takrat je bila ena oddajica Glasbeno kukalo, je bilo zelo luštna 10-minutna reč vsak dan, ki je napovedovala dogodke. In sem pri tem sodelovala z Natašo Cetinski takrat, je bila moja prva mentorca, pa Veronika Brvar je bila takrat urednica Resne glasbe. V bistvu se je začel s tem in pa potem s prispevki za oddajo Glasbeni utrip. To je pa oddaja, ki še vedno obstaja, ne? Aktualna oddaja. Potem sem pa v bistvu začela počasi sodelovati, tako da so me recimo resorni uredniki poklicali, če bi naredila še kakšno stvar za zborovsko glasbo in sem se potlej recimo konkretno z Brigito Rovšek pogovarjala o zborovski glasbi in nekaj od tega odnesla. Potem je bilo, ne vem, za simfonično glasbo, takrat je bil Gregor Pirš, sva se pač z njima, ne. In nekako tako potem skozi leta rasteš, se naučiš uporabljati svoje znanje, uporabljati stvari, ki jih tudi od zunaj dobiš, izjave, sestavljati vse skupaj eno celoto in potem nekako. Jaz sem vmes potem še šla za kakšno leto na televizijo, ker sem tudi sodelovala z uredništvom za Resno glasbo in balet. Potem sem šla pa nazaj na radio, no in takrat so me pa potlej, okrog leta 2010 je bilo to že, so me pa prosili, če prevzamem lahko resor za mladinsko glasbo, ampak takrat še kot zunanja honorarna sodelavka. Ker enostavno ni bilo človeka, ki bi to prevzel.
ker mladinska glasba ni bila zanimiva večini. No? Tako, bodimo iskreni, meni je bila pa to vedno zanimiva tema, delo z mladimi me je vedno veselilo in sem rekla, ja, z veseljem. In potem so me pa zaposlili pa šele 2019, meni se zdi. In takrat, 2019? ja. Toliko časa sem jaz delala, v bistvu pokrivala že mladinsko glasbo za polni delovni čas kot honorarna sodelavka. Potem sem pa postala najprej glasbeni urednik, voditelj je bil naziv. No, zdaj sem pa kot urednik oddaj zaposlena in skrbim še vedno, v bistvu moje delo se skoraj ni spremenilo. Tako da še vedno skrbim za mladinsko glasbo, to pomeni snemanja, oddaje, katere koncerte posnamemo, arhivna snemanja, izjave z mladimi, intervjuji, tako. Take reči. Prideva nekoliko do teh oddaj. V bistvu, katere oddaje so tiste, ki ste jih vi imeli, oziroma skrbite za nje? Zdaj bi se tle samo na mladinsko glasbo osredotočila, a ne? Tako da to sta dve glavni oddaji. Ena je Mladi virtuozi, ki načeloma bolj portretna oddaja kot ne. Običajno je po en glasbenik gost ali pa pač se nekomu posamezniku posveti oddaja. Druga je, in ta je ob četrtkih, polurna oddaja. Druga je pa enourna oddaja Nove glasbene generacije ob ponedeljkih, je pa v bistvu namenjena zelo široko v bistvu. Ta oddaja je namenjena ali komornim skupinam, posnetkom, koncertom, to je še najbolj osnoven del, potem pa recimo predstavitvam glasbenih šol. Recimo imeli smo tudi eno oddajo, sem delala o avtizmu, doživljanju glasbe otrok z avtizmom. Se pravi, zelo različne teme, tudi predstavitve koncertnih sporedov, akademija, zdaj, ko so dobili nove prostore, smo celo v bistvu oddajo posvetili novim prostorom in akademiji. Prej, recimo lani smo imeli posvečene oddaje posameznim katedram, ki delujejo na akademiji, tako zelo, zelo različno, no. Tista je bolj taka raznolika. Oddaje ste podedovali ali ste jih sami vpeljali? Podedovala sem 2 oddaji s tem naslovom. Potem samo idejo, programsko zasnovo, kaj bomo v katerih oddajah delali, sem pa jaz nekako se odločila, da bojo Mladi virtuozi namenjeni enemu virtuozu, ki mu tisti dan posvečamo pol ure, generacije pa potem so odprte za vse ostale teme, če se tako površno izrazim. To sodelovanje z vodstvom, seveda, urednik ima nekoga nad seboj, nekdo nad vami ima potem še nekoga in tako naprej. Zdaj, kako potekajo usklajevanja, oziroma preprosto, kakšna navodila ste dobili oziroma dobivate še danes za to, kar počnete? V bistvu jih dobim zelo malo. V bistvu je zelo, imamo nasploh uredniki na programu Ars proste roke, dokler ostajamo nekje v nekih mejah, okvirih teh naših tem in zastavljenih, ki so bile uredniško recimo dogovorjene. V smislu, mladinski resor se posveča pač mladinski glasbi. Dokler pa ostajam v tem, v bistvu je potem moja odločitev, katere teme se bomo dotaknili, katere koncerte bomo posneli. To je v bistvu navodila strani vodstva so predvsem ravno ta produkcijska bolj, v smislu, koliko koncertov lahko posnamemo, ker pač finance so omejene, se pravi, izmed, ne vem, ponudbe, akademije, cikla, tudi lahko no, tudi cel snemamo, ampak recimo Solo je da kamera, posnamemo, ne vem, 70% koncertov. Potem pa pač moram izbrati katere. Kako pa izberete to? Vi sami poveste, katere boste snemali? Ja, v bistvu jaz izberem. Tukaj imam spet jaz proste roke, zato ker pač toliko časa že bdim nad tem, da jaz najboljš načeloma, vem, priznam, tudi jaz kakšno napako naredim, ampak najboljš naj bi vedela, kaj smo snemali, da so čim bolj raznoliki glasbeniki, da so glasbeniki, ki so že kaj pokazali, če se tako izrazim, da bojo te programi, ki jih bomo posneli, uporabni za naš arhiv oziroma za naše oddaje. To predvsem, ja. Da je dovolj raznoliko, oziroma da so tudi različna glasbila zastopana, ker včasih se tudi ponavlja, recimo se ti lahko zgodi, da imaš v ciklih glasbenih mladin in akademije, ne vem, polno violinistov, kaj zdaj, ne? Jaz ne morem samo violinistov vrteti. Tako da
Te kvote so določene z denarjem in vsebino. a ne. Vsebinsko si jih Nekako jaz določim. Vsebinsko si vi določite, Ja. Časovno pa. Časovno Pade, da pa bo koliko verjetno, ki so- koncertov, ja, je pa pač neka meja, no, zdaj. V bistvu imam še vedno zelo proste roke, če je le pomembna stvar. Če je pomembna stvar. Ja. Ampak, če pa gre za en cikel koncertov, iz katerih pač. To je zelo težko razložiti, Ja, v verjamem. bistvu. Dokler ne snemamo čisto vsega, da bi s tem popolnoma zapolnili urnike in preobremenili našo glasbeno produkcijo, ki je že tako preobremenjena praktično, ne, se lahko veliko izmišljuje, bom tako rekla. Zelo po domače povedano, a ne, ampak nekje do 70% mi uspe zdrezati. Naredite. Ja. Včasih je bilo sodelovanje znotraj RTV-ja že nekako samo po sebi umevno za zunanje poglede. a ne. Zdaj ste pa ločeni, televizija je ločena, ste rekli, ste bili tudi na televiziji. Zdaj me zanima to sodelovanje v hiši z različnimi uredništvi, oziroma tudi s televizijo. In pa seveda, vi ste vendarle vpeti v nek mednarodni prostor. In danes je biti neupet v bistvu zelo težko v ta mednarodni prostor. Zdaj, najprej znotraj hiše, potem pa te zunanje povezave. Kako jih vidite? Konkretno program Ars je zelo specifičen. V tem, da pokriva klasično glasbo oziroma resno glasbo. In zato v bistvu za marsikoga zunaj našega uredništva ni zelo zanimiv. Seveda sodelujemo s prvim programom Radia Slovenija, ki ima tudi nekaj svojega časa posvečenega resni glasbi. Tako da recimo se kdaj zgodi, da kakšne stvari recimo skupaj hočemo, ne vem, posnet, naročiti, oziroma recimo projekt, ki ga izvaja ali pa organizira prvi program, je potem zanimiv tudi za nas in sodelujemo na tem projektu. In na podoben način je tudi z uredništvom za resno glasbo in balet na TV Slovenija, ki v bistvu velikrat naroči snemanja določenih koncertov, ki so seveda zanimivi tudi za nas, in potem tudi na tem sodelujemo. Je pa res, da potlej postprodukcijsko grejo pa naše smeri zelo drugače, ne? Saj video montirati, video pripraviti za predvajanje je čist drug princip, ne? Tako da iz tega vidika na sami ravni tej organizacijski, kaj bomo snemali, kako bomo snemali, se pa dogovarjamo. Čeprav na televiziji konkretno veliko manj snemajo. Ker imajo tudi produkcijsko, je to čist drugačen način dela, ne? Tudi veliko manjša ekipa pride, če pride z radia, kot recimo z televizije. Pa te mladinske vsebine so, recimo, kot jih Na vidite za televiziji televizijo? jih je veliko manj. Imajo recimo nekatere vizualizacije, pravijo, ko recimo posnamejo video recimo mlade glasbenike, in potem recimo, da se lahko reče, da naredijo spot, video spot. Mogoče bi tako še najboljš v nekem pogovornem smislu razložila, zakaj gre. Nek glasbenik recimo, ne vem, v Lipici med konji igra harfo, a ne. To je praktično spot. Ja. Ja. Iz te množice vsebin, ki jih imate, v času, ko zdaj ste več kot 15 let praktično v hiši, in so vsebine kljub raznolikosti vendarle nekako zamejljive na posamezne teme, na posamezne tematske sklope, kaj takega. Vi imate in poustvarjalce in ustvarjalce. Kaj bi izpostavili iz teh tem, iz vašega dela? Kaj je tisto, kar bolj izstopa? Ustvarjalci, Vsekakor poustvarjalci. Solisti, zasedbe. Če pogledam predvsem nekako statistično, je vsekakor veliko več poustvarjalcev, predvsem solistov. Ker študentje recimo, ko nastopajo ponavadi kot solisti, redkeje so komorne zasedbe.
če ne bi bilo akademijskega cikla, tudi pa ne verjamem, da bi sploh imeli veliko posnetkov koncertov, na katerih nastopajo mladi glasbeniki. Ja, obstaja še konservatorij, ki ima en koncert na leto, Slovenski mladinski orkester, ki ima nekaj koncertov na leto, ampak tu se pa že nekako konča. Tako da ja, bi rekla, da je večinoma so pa ustvarjalci, tudi skladateljev je precej malo, se trudimo si seveda tudi z mladimi skladatelji sodelovati oziroma posnet njihova dela, jih predstavljati, ampak jih je v primerjavi z množico solistov zelo malo. Sodelovanje z glasbenimi šolami, vi ste omenili akademijo, konservatorij, zdaj domnevam, da mariborski radio pokriva svoje področje, Kopru svoje, se pravi nekje regijsko zapolnjevanje teh vsebin je pri vas nekoliko drugače domnevam kot v Mariboru ali pa v Kopru. In se le trudite, kolikor spremljam, tudi prinesti informacije iz cele Slovenije, pa tudi iz tujine. Kako je zdaj to, koliko je tujina sploh zanimiva za vas? To je pa tako, ne bom rekla težko, ampak zanimivo vprašanje. Koliko je tujina zanimiva za nas, je v bistvu tujina je pomembna zato, ker si marsikateri glasbenik v tujini ustvari ime, marsikdo gre študirati v tujino in je ogromno slovenskih odličnih glasbenikov, ki so v tujini. Zdaj priznam, da te je včasih zelo težko najti, ker Ljubljanska akademija jih nekako ponudi na pladnju. Ne vem, Dunajska univerza jih pač ne bo na veliki zvon obešala, da imajo uspešne slovenske glasbenike, tako da te moraš malo pobrskati, ampak z malo sreče, pa oni se med sabo tudi poznajo, jih potle kar nekako najdeš, tako da jih probamo tako dobiti. Kar se tujine tiče, kar se tiče pa regijskih centrov, je pa jaz se trudim ohranjati nekako zavedanje, da je program Ars nacionalni. Da ni ljubljanski, da nekako bi bilo prav, oziroma je prav, ne da bi bilo, je prav, da pokrivamo in predstavljamo tudi teme, ki se dogajajo, pač koncerte ali glasbenike, ki so bolj primorske, bolj, ne vem, iz mariborskega konca, Celje ima tudi v bistvu srednjo šolo, tako da čim širše zastavimo. Pa z glasbenimi šolami, koliko so pa glasbene šole v bistvu zanimive za vas, za vaš program, za poslušalce? V bistvu, roko na srce, glasbene šole so temelj vsega. Nižje glasbene šole so temelj v tem smislu, da izobražujejo mlade glasbenike, s katerimi jih potem jaz sodelujem. Ampak je problem, da je na glasbenih šolah ogromno glasbenikov in ogromno je tudi dobrih glasbenikov v nižji glasbeni šoli, ki potem ne študirajo glasbe. Trudimo se v bistvu predstavljati tudi glasbene šole, definitivno tudi naša želja je, da bi en bolj konkreten cikel naredili o glasbenih šolah, ki jih je zelo veliko, ki to bo cikel, ki bo trajal več let, pa ne bo neprekinjen, da bi v bistvu povabili glasbene šole k sodelovanju, k snemanju njihovih najboljših učencev in da bi predstavili pač, kako so se te šole etablirale v svojih okoljih, ker so pogosto tudi nosilke kulturnega življenja v svojih krajih. V bistvu okrog glasbene šole se pogosto potlej nekaj organizira, ali so to koncerti, ali enostavne produkcije njihovih šolarjev, ampak učencev. Pa z glasbeno mladino je ta povezava nekje formalizirana? Ali je, Mislite glasbena mladina in program Ars? Tako. Ja, je, definitivno. Z vašimi oddajami. Kako to poteka, kako sodelujete recimo z glasbeno mladino Slovenije, glasbeno mladino Ljubljansko? Glasbena mladina Slovenije in glasbena mladina Ljubljanska sta v bistvu naši nepogrešljivi partnerki. Obe organizirata več koncertov. Glasbena mladina Slovenije ima ta cikel GM Moder, kjer ponavadi nastopajo sami vrhunski glasbeniki. Glasbena mladina Ljubljanska ima več ciklov, v bistvu ima nepregledno število, če se tako izrazim, tudi vem, da so tam dekleta precej obremenjena. V glavnem, z njimi se že vnaprej vsako leto posebej dogovorimo, kaj bomo posneli, kaj zmoremo posneti mi kot pač produkcijska hiša, in oni potem sej razumejo, da vsega se ne da, da določene glasbenike, ki smo jih lani snemali, da jih pač letos ne moremo, ampak je vse stvar dogovora, vse je pač, se dobimo na kavi, predebatiramo, potem zapišemo,
pogodbe Tako. izmenjamo in stvar potem teče načeloma. Aha. Tudi predstavljamo njihove programe in potem pač glasbenike. Ne? Za vsako oddajo se posebej pripravljate, hkrati je pa vendarle nek letni načrt ali nek dolgoročni, kot ste omenili, to pripravljanje ne, za glasbene šole. Kako to poteka, ta letni načrt, tisti veliki strateški premisleki, tektonski? To je pogledi? običajno tako, na tak način sezonsko, kot so recimo sezone sestavljene, v smislu septembra, ko pride sezona ven, že približno veš, a ne, Aha. kaj bo za snemanje v tistem letu, v tisti sezoni. Razen tega je pa na letni ravni se ukvarjamo predvsej s prenosi, z neposrednimi prenosi. Te sploh še nismo omenila, ker se trudimo tudi mlade glasbenike imeti v neposrednih prenosih in jih na tak način promovirati. To se mi zdi, da je še najbolj ta letni načrt. Kar se tiče pa recimo teh sodelovanj z glasbenimi šolami, pa arhivnih snemanj, to je pa imamo letne želje, kaj se pa potem uspe uresničiti, je pa v bistvu precej podvrženo glasbenikom, kdaj so prosti, ali se lahko uskladimo, ali najdemo neko skupno besedo pri programu. Če sem čisto iskrena, recimo določene Beethovenove sonate, ki jo imamo že 10 posnetkov, ne rabimo še enega. Tako da je tudi ta premislek potem, a ne, recimo, kaj bomo v tem letu recimo naredili. Imamo neko željo, ne vem, posneti 120 minut arhivnega programa, ki ga izvajajo mladi glasbeniki. Včasih dosežemo, včasih ne, lahko, če imamo dobro leto, če se dobro uspemo zorganizirati oziroma uskladiti, lahko gremo tudi čez in to je ok. Vi ste nekaj merila omenili, a ne? Zdaj, če imamo 10 Beethovenovih sonat, potem zakaj bi še 11? Ampak kako izberete v bistvu nastopajoče, ki jih povabite, bodi si v živo, bodi si za snemanje? Po kakšnih merilih oziroma kako potekajo? Pri mladih glasbenikih so to predvsem tekmovanja. Kasneje pri komornem uredništvu vem, da pri komorni glasbeniki so že uveljavljeni, veš, koga boš poklical. Pri mladih smo pa v bistvu veliko sodelujemo s tekmovanji na ta način, da prvo nagrajencu podelimo pač nagrado arhivnega snemanja. In na ta način sodelujemo zdaj pa bom tako pozabila koga, ampak s Temsigom, tekmovanje Leona Pfeifferja, Brass AG, Svirel vem, da smo sodelovali, kaj še, polhanje tekmovanj in se ne bom zdaj spomnila, ampak z zelo veliko tekmovanj v bistvu na ta način sodelujemo, da potem, ko imajo oni nekoga, ki je preverjeno pač se izkazal, da potem pride posnet. Se pravi, programa nastopajočih vi ne sugerirate ali pa ne nakažete v bistvu nikoli? Mi jim na srce položimo, da bi rajši imeli Slovence, da nas zanima kaj, česar še nimamo, ampak seveda včasih pač posnamemo tudi čisto zato, da imamo zgodovinsko gledano nek podatek zgodovinski, kaj je ta glasbenik, ko je bil star, ne vem, 15 let, 20 let posnel. Ne? Recimo, predstavljajte si Dubravka Tomšič Srebotnjak, zdaj gledaš posnetke, kaj je ona igrala stara 20 let. Je v bistvu dokument časa. Ne? Na ta način v bistvu potem tudi posnamemo marsikaj drugega. In se to ustrezno tudi hrani? Ja, to je arhivirano, pač lahko dostopamo do teh posnetkov. Kako ta terenska snemanja potekajo? So kakšne posebne priprave ali so kakšne vroče vaje tam, da se to malo nekje... To v bistvu izvaja predvsem naša produkcija, ampak ko je recimo dogovor za nek koncert, običajno se terensko snema koncerte, redkeje je arhivna snemanja, se v bistvu dogovorimo že prej, kdaj bo ta generalka. Generalka niti ni treba, v bistvu, da je prav cela generalka, bolj da je neka tonska vaja, ne? Da dobi glasbeni producent v uho nekaj to, kar pač bo na koncertu. In v bistvu naša ekipa pač pride recimo uro do 2 pred vajo, postavi vse mikrofone, stestira vse veze, čisto tehnično gledano, potem pa glasbeniki
izvedejo glavne dele, v bistvu se bom tako izrazila. Najbolj tihe, najbolj dinamične, najbolj živahne, najbolj, ne vem, zahtevne, njim najbolj zahtevne, da pač producent sliši, da se pač naštimajo, da se pripravijo mikrofoni. Potem pa, ko je koncert, gre koncert v bistvu nemoteno. Mi v bistvu v koncert nikakor ne posegamo. Oni izvedejo, zdaj, če je med stavki aplavz, ga potem mi izrežemo ven, uglaševanja, pač te reči, ki so za nas odveč. Mi še vedno rabimo na koncu posnetek skladbe od začetka do konca, aplavz je potem samo še kot slikovito gradivo, da je to šlo v živo. Posnetke, kakorkoli urejate naknadno, se pravi to postprodukcijsko življenje posnetka, je aktualno ali je to ob izjemnih primerih, če kaj posnamete za CD ali pa za javnost? Za CD se vedno dela masteringe. To je že naslednja stopnja produkcije, ampak za naše arhive pa v bistvu vse koncertne posnetke se preposluša oziroma jih producent preveri, če je bilo vse v redu in markira, kje so aplavzi, kje so oglaševanja, kje je mogoče glasbenik kaj povedal. V samo izvedbo načeloma ne posega, popravlja se samo, če recimo, ne vem, kdo brcne v mikrofon in je potem ta bum se sliši na posnetku, to velikrat grejo potle, poskusijo pač zbrisati, kolikor se da. Včasih se tudi, sliši se vedno še malo, no, ampak na ta način v bistvu samo posegamo v koncertne posnetke, sicer so pa koncerti dokument časa. Kako pa to sodelovanje z programom, založbo RTV, s gospo Menard? Z gospo Menard je v bistvu... Koliko tega je posnetega, koliko bi vi radi še predstavili, pa še ni mogoče? Ko ne bi bilo meja. Pač založba je vsekakor do neke mere omejena, ampak mi lahko kot program predlagamo, kaj bi bilo vredno izdaje. Veliko tudi glasbeniki sami predlagajo, pa potlej mi v bistvu podpremo njihov predlog, ali pa pač ne, ponavadi ga kar podpremo, to so ponavadi ambiciozni in dobri glasbeniki. V bistvu je, seveda, vse se začne in konča pri denarju, tako da mi damo predlog, če uspemo potem izvesti, je pa stvar razpisov, stvar drugih reči, ne glasbe, žal. Nekje naklonjenost kolegov, kolegic do teh mladinskih programov ste rekli, da to ni bila neka vroča roba, ko ste prišli. Ja. Kakšen je pa ta odnos nadrejenih sodelavcev glede teh vsebin, ki so z poklicne glasbenike, seveda, saj to so še otroci, to ni toliko pomembno. In je vedno ta predznak obstranskosti prisoten. Zanimiv je za sorodnike, za mame, očete, babice, detke in pa mogoče ozek krog poslušalcev. Drugi so pa, mora še zrasti. Ja pa ne. Ja pa ne. V bistvu vroča roba ni bila, recimo mladinska glasba, ko se je iskal, kdo bo prevzel ta resor, ampak podpora pa je. Zanima ljudi in tudi recimo konkretno jaz pri svojem delu kot resorna urednica za mladinsko glasbo sodelujem s kolegico na komorni glasbi, s kolegom na simfonični, ker v bistvu od mene grejo naprej tja. Jaz imam ponovadi prvi stik z njimi in potle tudi pride recimo kolegica, a si že slišala za tole ime, ne vem, tega pa tega glasbenika? Ja, sem, ne vem, zelo dobro igra, se splača, ti dam kontakt. Na ta način, v bistvu so zanimivi, niso pa pač toliko pomembni, da bi v bistvu bili v prvi vrsti. Spremljate odzive na svoje delo? Ja, vsake toliko pride kaj do mene, ja. Ponavadi so precej zadovoljni. Ne, to je čisto priložnostno. Recimo tudi, ko pride kakšen glasbenik na intervju, pa sej poslušam, sem zadnjič poslušal tisto oddajo, je bil kolega
Ja, je bilo fino, okay, no, super. To je dobra istočnica potlej za pogovor, ko pač rečeš, no, sej tebe bom tudi probala, veš, se njemu se je tudi malo zatikalo, ko sva se pogovarjala, pa sem kakšen izrezala. In potlej se malo sprostijo, se mi zdi, če tako uspeš nekako. Poslušali ste, kolikor vem, RTV ne spremlja že lep čas, ima svoje službe za to. Kako veste, kdo vas posluša? Predvsem na tak način. Na tak Da način. pride kakšen mail, da pride kakšen komentar. Ponavadi so glasijo te, ki so bili ali gostje, oziroma potem zveš, ja, sem pa slišal tisto pa tisto oddajo, ali pa kakšen, ne vem, sorodnik, ko ga slučajno poznaš. Ja, sem slišal, da si imel, ne vem, našega, ne vem, Janeska v oddaji. Prednosti, slabosti pri delu, kot ga vidite danes, kaj je tisto, kar se vam zdi, da bi bilo dobro popraviti, kaj je tisto, kar se vam zdi, da je pa res odlično, ne? Da je dobro, da bi to predlagali za širšo prakso. Kaj bi? Mogoče ena od takih slabosti, ki sploh ne vem, če je mišljen to vprašanje na tak način, ampak mislim, da bi za ta resor morala skrbeti dva človeka. Zato, ker je preveč vsega in se zgubiš in ne moreš posvetiti vsemu takšne pozornosti, kot bi si jo želel. Recimo ravno ta projekt z glasbenimi šolami gre zelo počasi ravno zato, ker je treba vmes še ogromno stvari drugih narediti. In čisti iz tega vidika vidim v tem neko, bi bilo vredno razmisliti in bi bilo neko veliko izboljšanje, da bi še nekdo sodeloval na tak način, da bi poskrbel za recimo arhivno snemanje, da so bolj strukturirana v smislu, kaj kdo kdaj snema, koga se še povabi na ta način. Sicer pa se mi zdi, da imamo v Sloveniji zelo dobre možnosti za mlade glasbenike. To področje, ki ga v bistvu pokrivajo glasbene mladine, recimo tudi Festival Ljubljana ima ta svoj cikel Mladi virtuozi, akademija, konzervatorij, in v bistvu te ponujajo mladim glasbenikom veliko možnosti in to je v bistvu super tudi za radio, ne? Ker potem mi lahko v bistvu z njimi sodelujemo, oni so producenti, mi pa potem pač njihove posnetke objavljamo, ne? Se mi zdi, ta nivo sodelovanja je res zelo dobro narejeno, tako. Dobro potekajo in pogovor in ponavadi so precej zadovoljni, da mi pridemo kaj posnet in potem seveda spromovirati njihove koncerte in posnetke. Radio se je razvijal tako kot vsi mediji, nekje v smer diferenciranosti in vsebin in tudi ne nazadnje glasbenih slogov. Tretji program se pojavi ravno s tem namenom, da pokrije stvari, ki so morda manj razširjene, pa vendarle tehtne in pomembne. Hkrati se pa v glasbi odvija zadnjih 30-40 let neko ponovno mešanje, neke fuzije. Včasih je komaj da mogoče prepoznati mejo med tistim, kar označujemo kot umetnostno na eni in pa na drugi popularno glasbo. Popularna glasba je bila vedno odrinjena, razen v glasbeni mladini, v reviji, na rob premisleka glasbe mladih, kljub temu, da je predstavljala osrednjo glasbo. Večji vseh delež mladih. poslušanega, ne? In otroci, mladi so rasli s popularno glasbo veliko bolj kot z umetnostno glasbo. Zdaj, kako vidite to v bistvu neskladje? Po eni strani imate virtuoze, ki lahko briljantno odigrajo težke skladbe, se pa ne lotijo igranja nekih lažjih glasb. Jih pa poslušajo. Jih pa poslušajo, ne dvomno, in Pogosto, ja. zaznamujejo. In pojavi, kot so tu čelos in podobne reči, so, ja, seveda, to so visoki umetniški dosežki, pa vendarle se jih ne sramuje nihče, ne, v tem svetu. Kako je s tem povezovanjem glasbe mladih, ki jo oni poslušajo, pa glasbe,
ki jo izvajajo po akademskih oziroma šolskih prostorih. To je v bistvu zelo zanimivo neskladje, ne? Ker glasbenik, recimo tudi, ki ga jaz dobim pred mikrofon, je lahko super virtuoz na kdo ve katerem inštrumentu, potem ga pa vprašaš, kaj pa v prostem času? Pa pove, ne vem, našteje neke sodobne, zabavne bende, karkoli, ne? In niti oni, jaz pa tudi priznam, da se nisem nikoli to poglabljala, ne vidimo te sodobne, zabavne glasbe kot del neke glasbene sfere na tak način, ne? To sta izredno ločeni stvari. Eno je to, kar virtuoz počne, oziroma glasbenik počne v glasbeni šoli in na študiju, drugo je pa tisto, kar je rezerviran za zabavo, za ne vem, petek zvečer. In se mi zdi, da tudi recimo, kolikor sem imela teh izkušenj pri delu, zelo ločijo. Aha. In ne pade, ravno tako kot ste rekli, ne pade na pamet, da bi, ne vem, na klarinet izvedel neko, ne vem, temo iz enega komada, ki mu je ful všeč. Ampak recimo Mate Bekavac bo zamenjal klarinet s ljudskimi piščalmi in Ja. bo v bistvu Redki so, ki v bistvu premostijo to, ne? Ravno recimo omenjena Tučelos, ne? Večina teh, s katerimi jaz delam, so zelo ločijo. Eno je delo, šola, služba, eno je zabava. so razlogi, ki jih vidite. Ne, v bistvu ne. Jaz mislim, da enostavno tega ne vidijo kot stvar, ki se bi človek posvetil na tak način. Tisto je samo za zabavo. O tem ne razmišljamo, kot da ima nek blazen pomen, je pa fino za plesati. Kako je pa z jazzom? Jazz se je nekako umestil med resno in pa skoraj resno glasbo. Je akademsko do polovice sprejet pri nas, se pravi, konservatoriji ponujajo te jazzovske programe. Kako je s temi glasbeniki, ki so ravno tako poseben krog, to je poseben svet, tako kot je en drug svet popularna glasba, drug svet je zborovska, drug svet je instrumentalna. Živimo v nekem svetu sosvetov in tu je jazz kje? V vašem delu. Kako ga vidite? Ali sploh so to zanimivi profili glasbenikov? Ali? V bistvu, konkretno v mojem delu se zelo, zelo redko srečam z njimi. Zato, ker se mi zdi ravno, kot ste se izrazili, ne? Oni so svoj svet. Pa zdaj sem tako rekla oni, mi, oni. Ne mislim na to delitev enostavno. Redko, mislim, glasbena mladina ljubljanska ima cikel posvečen jazzu, ne? Ampak razen tega pa ne pridejo pogosto na te koncertne odre v tem smislu. Mogoče zdaj, ko bo akademija odprla, če bo odprla ta svoj jazzovski klub, ne, da bomo tam mogoče lahko kakšen kakovosten koncert dobili, ampak dokler jih pa mi v bistvu nimamo priložnosti slišati redno mladih jazzerjev, imamo težavo, ker jih ne moremo tudi predvajati na radiju, ne. In v bistvu še lepotle Big Band od akademije, evo, to je tisto, kar mi lahko posnamemo. To je to, kar je od koncertov recimo na voljo in to posnamemo in z veseljem predvajamo, ampak ni pa, v bistvu so res nekje ne potisnjeni ob stran, ne vem, smo jih mi potisnili ali so si sami izbrali tisti košček nekje svoje grude, ki ga obdelujejo, ampak ja, ne pridejo v nek ta mainstream umetnostne glasbe. Za konec, eno nekoliko širše vprašanje, ta pogled v prihodnost. Vsak pogled izhaja iz obstoječega. Kako bi opisali sploh poleg svojega dela, delo svojih kolegov, kolegic na RTV-ju, mislim tudi na televiziji, kot ga vidite pa sami. Kaj ponuja za to veliko platformo Glasba mladih danes? Kaj RTV kot javni zavod, pa kaj tudi drugi, ko gledate okrog sebe, zasebne postaje, radijske postaje, ponujajo na temo glasbe mladih, oziroma mladinske glasbe, tudi otroške, ne nazadnje. Tule mislim konkretno, kdo so vaši kolegi, ki dopolnjujejo vaše delo na tem področju in pa kako vidite nek
skupen razvoj oziroma skupni tok dela naprej, če to sploh obstaja. Tale drugi del vprašanja je res vprašanje nekega skupnega razvoja. Jaz mislim, da mladi glasbeniki niso kategorija na sistem simfonične glasbe. Ko orkester obstaja. Mladi glasbeniki se menjajo vsakih 5 let. Ja, roko na srce, ljudje rastemo, se razvijamo in mladi glasbeniki v bistvu že po sami definiciji ne morejo biti entiteta, ker pač mlad glasbenik recimo je bil mlad glasbenik, je odštudiral svoje, potem še kot recimo mlad diplomant kakšen koncert izvedel, potem je pa že komorni ali simfonični glasbenik, ne? Ni več, ne sodi več v ta svet, ne? Tako da čist iz tega vidika je razvoj mladinske glasbe zelo problematična stvar. Jaz mislim, da na radiju, konkretno recimo na radiju, razen tega, da se jih trudimo predstavljati, da jim ponujamo tiste prve izkušnje z mikrofonom, z mikrofonom govorno in z mikrofonom v studiu v smislu arhivnega snemanja, razen tega bomo težko delali neke blazne strategije za naprej, ne? Ker pač vsak glasbenik bo slej ko prej zapustil te okvire mojega dela, ne? Zdaj, kaj radio ali pa televizija naredita za mlade glasbenike, jaz vrednost res predvsem v tem vidim. Da se jih sliši, da se jim da glas, da lahko pokažejo svojo umetnost, in da se potem tudi na podlagi tega, pa na podlagi mogoče kakšne kritike, ki jo dobijo, razvijajo naprej. In da jih potem z veseljem srečaš čez leta, a ne? Iztoka Hrastnika, ki je v Dunajski filharmoniji, Andreja Žusta, no, ki je v Berlinu, a ne? Take glasbenike, ki so nekoč bili mladi glasbeniki, pa so šli potem naprej, a ne? Ampak če se pa zdaj spomnim, kakšni so bili te prvi intervjuji, so bili pa zabavni, a ne? Glasbeniki, pač njihov medij izražanja je glasba, ne govor. Tako da, jaz mislim, da je glavno to, no? Da stremimo v tem, da jim damo možnost, da se predstavijo in da potem imajo to odskočno desko za naprej. Da lahko tudi na bodočih avdicijah pokažejo kakšen koncertni posnetek, pokažejo, zavrtijo in tako. Nisem prej dodal, pa mi je ušla misel o zboru. Imate tudi mladinski zbor oziroma otroški tudi? Ja. Otroški ali mladinski? Dva. Oba ste. Otroški in mladinski. Kakšno je to sodelovanje znotraj hiše? Nenazadnje so oni tisti, ki promovirajo neko skupinsko muziciranje, ki je najbolj dostopno, v bistvu najcenejša varianta muziciranja. In tudi veliko Slovencev je vpetih v to, ne? Tako, v zelo bistvu- velik Ja, del, a ne? Slovenci smo zborovski narod, Tako, pevski narod. To sta, oba zbora sta v bistvu hišna ansambla v smislu, kot je bil včasih simfonični orkester namenjen samo temu, v prvi vrsti temu, da snema program za program. Sta podobno tudi ona dva vpeta zbora, mislim, v program. Da pač posnameta, sodelujeta pri snemanjih oddaj, posnameta gradivo, ki ga rabimo za oddaje. Recimo konkretno prvi program je zelo veliko sodeloval z njimi za svojo oddajo Violinček. Zdaj je ni več, no, ampak zbor je veliko posnel za to. Poleg tega pa imata tudi svoje življenje. In nastopata na svojih recimo letnih koncertih, kjer pa predstavijo pač tisti program, ki ga zborovodja, kot naj bi zborovodja bil umetniški vodja, postavi na program in potem tisto izvajajo, ne. Tako da v bistvu so tudi na nek način dvojna entiteta v tem smislu, da ne, so v službi programa in izvajalski korpus, ki samostojno izvaja. A sem odgovorila? Ja. Seveda, pa vi sodelujete nekako, imate kakšno besedo pri njihovem programu? Načeloma, ja, ampak ne jaz. Ker mladinska glasba pokriva instrumentaliste, imamo pa na programu Ars zborovsko glasbo in znotraj zborovske glasbe v bistvu urednika za otroško zborovsko glasbo. Aha. Otroško in mladinsko zborovsko glasbo. To je Ana Marija Štukal Kuzma. Bila je včasih Anuša Volovšek, pa Brigita Rovšek drži pa roko nekako nad zborovsko glasbo. In v Je še bistvu kdo ona od potle. kolegov, ki dela na
mladinski oziroma otroški glasbi pri vas? V bistvu samo Katarina Radaljac, kolikor jo jaz uspem angažirati. Ampak dela in oddaje, in intervjuje, in sodeluje pri prenosih. Tako da je kar upeta v to. Ampak ona je bolj širše tudi dela tudi z drugimi sodelavci. Ja. Prav lepa hvala. Evo, to je to, kar sem imel iz teh glavnih vprašanj. Lepa hvala. Evo, jaz to ne ugasnem.